Pred letoma pol, dvema, vemo, kaj se je zgodilo v garažni hiši na Rudniku. Je prišlo do nesreče v sklopu enega zbora. In takrat je v bistvu avtomobilska scena malo ugasnila. Nam ni bilo všeč, kakšna luč se je vrgla na to in smo rekli, to nismo mi. Ampak kaj je zdaj to? Kaj je to? Ja, kaj je zdaj tisto bilo, pa kaj je to, kar vi počnete? Da ne bom preveč žaljiv z besedami. Dostikrat vidimo avtomobiliste kot ljudi, ki ravnajo neodgovorno, ki vozijo prehitro, ki so mladi in hkrati, kako naj rečem, neumni v svojih početjih. Mi v našem uredništvu razlikujemo med divjanjem in pa dinamično vožnjo, športno vožnjo. Absolutno. Se pravi, vi ste športni vozniki, dinamični vozniki. Lahko bi se rekli, da vsi radi vozimo avtomobile dinamično, vključno seveda tudi vi verjetno, ne. Kaj nas je pa pripeljalo do tega, da smo rekli, dajmo ustanoviti klub, kjer bomo to uradno združevali. Smo rekli, kako bi lahko dvignili izkušnjo avtomobilistov, entuziastov z dodano vrednostjo skozi dogodke. In tukaj je prišla ideja, da začnemo organizirati ne samo zbore in ne samo druženja na parkiriščih, če lahko vklopimo noter zraven še kulinarične izkušnje, lahko jih vklopimo zraven dinamične avtomobilske izkušnje, adrenalinske. Zakaj se je sploh potrebno družiti? Mislim, da bomo to vsi radi. Sprašujem predvsem zaradi tega, mogoče tudi malo provociram, zaradi tega, ker če se vozimo skupaj, potem slej ko prej pride tudi do malce včasih kakšnega rivalstva, ne? V tem smislu. Prostor za rivalstvo je na progi. V kontroliranih okoljih, kot recimo v sklopu dogodka, ki ga imamo ta vikend. Zakupimo letališče, postavimo progo, pogledamo, kje so izletne cone in tako naprej. In v varnem okolju te stvari počnemo.